Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste z nami tudi v poletnih dneh. Danes je ponedeljek, 21. julij 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katero temo izpostavljamo tokrat? Mladoletniki kot plačani morilci. Spletne obljube, ki se končajo v zaporu ali na pokopališču. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Danes pa se dotikamo teme, ki je precej resna in žal tudi zelo zaskrbljujoča. Govorimo o temni plati organiziranega kriminala, ki na spletu lovi naše najmlajše. Europol namreč že več let opozarja na izjemno nevaren trend. Mladoletnike kot plačane morilce. Predstavljajte si sceno. 7. maja letos se v mirnem danskem mestecu Kokedal 15-letnik znajde s pištolo v roki in strelja na drugo osebo. Motiv? Denar. Ukaz? Preko šifriranega klepeta osebno se nihče ni poznal. To je svet nasilja kot storitve, ki se širi po Evropi kot nova oblika organiziranega kriminala, kjer kriminalne mreže najemajo izvajalce nasilja po principu outsourcinga. In ti izvajalci so vse pogosteje najstniki. Zakaj se to dogaja? Nova taktika kriminalnih skupin je, da namensko novačijo mlade storilce, da bi se odrasli organizatorji izognili odkrivanju in kazenskemu pregonu. Mladoletniki namreč niso profesionalni morilci, so amaterji in zato veliko cenejši. Morijo za komaj nekaj tisoč evrov. Hkrati pa se ne zavedajo razsežnosti posledic svojih dejanj. Zakonodaja pa je do mlajših od 14 let še posebej mila, saj sploh še niso kazensko odgovorni. Kriminalna podzemlja ciljno iščejo ranljive mlade, s katerimi na to manipulirajo, jih izkoriščajo in pritegnejo v svet nasilja. Vse to ob pomoči glamuroznih objav na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in Snapchat, kodiranih sporočil in tako imenovane igrifikacije kriminalnih nalog. Mladim obljubljajo hiter zaslužek, status ali občutek pripadnosti v zameno za enostavno dostavo ali uslugo prijatelju, ki pa se hitro prelevi v nalogo s pištolo v roki. To ni le problem Severne Evrope. Podobne primere so zabeležili v Beogradu, kjer je bil 24-letnik umorjen, osumljenca sta bila stara 20 in 16 let, in v Kolumbiji, kjer je bil predsedniški kandidat ustreljen, osumljenec za dejanje pa je bil 15-letnik. Europol je aprila letos ustanovil operativno skupino Grim, ki jo vodi Švedska in vključuje 9 držav, tudi Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško in Islandijo. Cilj skupine je razbitje mrež, ki naročajo umore in ugrabljajo mlade. Grim povezuje preiskave, analizira metode novačenja in sodeluje s tehnološkimi podjetji za preprečevanje novačenja preko spleta. Kaj pa lahko storijo starši? Europol poziva k pozornosti na zgodnje znake novačenja. Uporaba šifriranih aplikacij, nenadne spremembe v vedenju, skrivnostnost, laganje, novi starejši prijatelji, drage nove stvari brez pojasnila, nepojasnjena gotovina, izostanki od pouka ali izguba zanimanja za hobije. Europol je pripravil tudi poseben vodnik za prepoznavanje teh znakov. Kot pravijo iz Europola, to ni lov na otroke, to je klic na pomoč. Gre za to, da jih rešimo, preden jih kriminalne mreže dokončno posrkajo vase. Zgodba je povzeta po prispevku urednice Črne kronike na Večeru, Elizabete Planinšič v Večeru v nedeljo. Vabljeni k branju aktualnih informacij, zgodb, analiz, intervjujev in komentarjev na vecer.com ter v tiskanih izdajah Večera. To je bil Večer zjutraj 21. julija 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskanje Spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.